S katero bomo začeli? Lahko kar povohamo. Zanimivo vprašanje. Veste, da s tem se pa še nismo ukvarjali? To pa so stare knjige. Kjer vono je pa bolj všeč? Starejše knjige ali mlajše? Starejši vsekakor. Kdo je pa izum žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden. na valu 202. Res je, za radovednost nisi nikoli prestar. Živ dokaz za to sta naša poslušalka Mateja in njena mama. Poslušam radovedne. Do tega je v bistvu prišlo, ker moja mama obsesivno, v pozitivnem smislu posluša Val 202 in enkrat je zasledila to oddajo in je rekla: Mateja, moraš pregledati. In sem poslušala in mislim, da je bila oddaja pravzaprav o tem, kako nastajajo modrice oziroma zakaj imajo modrice svojo barvo. Sem si zapomnila, da je to zaradi bilirubina in mi je postalo blazno zanimivo, ker so tako zveš marsikatero novo informacijo, ki so predstavljene na poljuden način, pravzaprav ni preveč strokovno, ni pa pač še vedno je dovolj informativno. Mateja že nekaj let ne sedi več v šolskih klopeh, a nam je vseeno poslala radiovedno vprašanje in si celo zaželela, da se nam pridruži pri iskanju odgovora. Skupaj sva se odpravili na ljubljansko fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo v laboratorij za dediščinsko znanost, kjer naju je sprejel dr. Matija Strlič. Jaz sem pripravil par knjig, jaz mislim, da ste jih tudi vi prinesli, ne, če se ne motim. Imamo večjo, pa dve malo starejši. Tako da se bomo nadihali Odlično. hlapnih organskih spojin. Knjig, ki jih je pripravil dr. Strlič, tokrat ne bomo brali, ampak vohali. Matejo namreč zanima, po čem imajo knjige vonj. Idejo za vprašanje je dobila v domači knjižnici. Ima tak specifičen vonj ta knjižnica, ker recimo hiša diši čisto drugače kot tista dvignjena soba. In enak vonj ima potem tudi knjižnica vnukov ali pa ostale. In me je zanimalo, po čem pravzaprav oziroma kako te knjige dobijo vonj oziroma na tak način. V laboratoriju za dediščinsko znanost vonj organskih materialov dediščine raziskujejo že skoraj 2 desetletji. Začeli pa so ravno s knjigami. Tako kot vas je tudi mene zanimalo, odkje ta vonj prihaja. Nas je najprej zanimalo, kakšen je ta vonj. Najprej smo povohali čisto novo knjigo, ki smo jo morali najprej vzeti iz plastičnega ovoja. Vi ste zdaj prvi, ki boste povonjali to knjigo, verjetno, če niso že v tiskarni. Tale knjiga diši čisto po novem. Imam občutek, da diši prav po natiskanem papirju. Torej, tako zelo toplo, zelo prijetno. Brez kakšnih posebnih pridihov oziroma drugih vonjav, bi jaz rekla. Kaj se pa vam zdi? Meni diši zelo podobno kot novo pohištvo. In zelo pogosto, ampak tukaj pravzaprav ni veliko tiska, ker zgleda, da so kakšne poezije ali kaj podobnega. Zelo pogosto sveži tiski dišijo po tiskarskih črnilih. In ta vonj je meni malo odvraten. Ker je pač zelo diši po maščobi in je zelo zadušljiv. Ta knjiga ni taka, ampak potem tipično nove tiskovine dišijo. Nove knjige imajo torej večinoma vonj po črnilu, ki je navadno narejeno na osnovi ogljika. Vonj pa ima po oljih, ki povezujejo delce črnila. Kaj pa nekoliko starejše knjige? To je z leta 1973, pismo Frana Levca. Lahko jo kar povohamo. Mislim, ta pa že ima en tak vonj po starejših knjigah. Pri tem papirju že čutimo tisto vonj po senu in po suhi slami. In to je tipičen vonj razgradnje celuloze. To je vonj teh kratkih aldehidov, kot so heksanal in podobno, se ne želim biti preveč kemijski, ampak ti aldehidi imajo tak tipičen vonj po senu, po suhi slami. Tako da lahko primerjate, tukaj imam recimo čist vonj te kemikalije, pa lahko povohate, pa boste videli, da ima en tak vonj, kot ga čutite tukaj pri knjigi. Ja, vsekakor. Nekoliko starejše knjige recimo, ki so narejene še z nekoliko slabših vlaknin, te prepoznamo predvsem po barvi papirja. Ta barva papirja oziroma barva papirja iz knjige, ki ste jo prinesli iz leta 1973, je zelo bela, kar pomeni, da je to relativno kvaliteten papir. Če vzamemo v roke kaj bolj rjavega, vemo, da gre za papir, ki vsebuje precejšnje količine lignina.
Lignina je v lesu približno 45-50% in če ne gre za kvalitetno tiskovino, tiskarji pač vzamejo nekoliko slabši papir in ta vsebuje veliko lignina. In ta ima zelo intenziven vonj, pa me zanima, kako ga boste opisali. Meni diši po naši skladovnici drv v hiši. Čisto po lesu pravzaprav. Tako. Pa vam grenko ali sladko diši? Meni sladko. In glavna sestavina tega vonja je vanilja. Kako pa je to, da diši po vanilji, saj vanilja je rastlina, kolikor vem. Vanilja je produkt fermentacije rastline, ki pač rečemo vanilja. In vanilin je sestavina vonja, zlasti papirjev, ki vsebujejo velike količine lignina, zato ker je razgradni produkt lignina. In še dodaten razgradni produkt lignina je benzaldehid, ki ga boste mogoče tudi prepoznali v tem vonju. To pa diši precej bolj grenko. Ne vem, zelo znano. Lahko vi poskusite. Ajda. Ja. Po mandlih. Tako. Tako da tipičen vonj. Amareto. Tako. V Izkušnje. marcipanu mogoče. Ja, italijanske slaščice. Ja, zdaj, ko ste omenili marcipan, ker je tudi z mandljev. Ja. Tako da ta vonj starih knjig, zelo veliko lignina, je tipičen po vaniliji in po benzaldehidu. In tiste knjige, ki vsebujejo zelo veliko lignina, imajo tudi zelo močen, zelo intenziven, ta grenko sladek vonj. Tiste knjige, ki ga imajo manj, imajo pa manj intenziven ta vonj in predvsem dišijo po suhem senu. In te note, vonjalne note nam zelo veliko povejo o tem, iz česa je papir sestavljen. Intenziteta vonja nam pa pove nekaj o tem, kako hitro se papir razgrajuje. Največ težav je s knjigami oziroma papirjem, ki je nastal med letoma 1850 in 1980 oziroma 1990. Ker so uporabljali en poseben postopek pridelave, predvsem pa postopek klejenja. To je postopek, s katerim se papir premaže z materiali, da papir ne upija črnila premočno. In te papirji so zaradi tega postopka klejenja, so nažalost kisli. In v kislem okolju se celuloza, ki je glavni del papirja, glavni strukturni del papirja, se zelo hitro razgrajuje. In vemo, da tisti papirji, ki se hitro razgrajujejo, tudi zelo veliko vonja sproščajo, ker te molekule, ki sestavljajo vonj, ki jim rečemo hlapne organske spojine, so razgradni produkti papirja. Tako da tiste knjige, ki zelo lepo dišijo, se nažalost najbolj razgrajujejo. Takole smo izvohali tokrat kar dobesedno odgovor na Matejino vprašanje. Imate še kakšno vprašanje? Mislim, da ne. Mislim, da ste odgovorili na vsa vprašanja, ki sem jih imela in še več pravzaprav. Se naklepetali. Smo se naklepetali.